Lep pozdrav vsem poslušalcem. Moje ime je Jaka Jug in danes imamo eno posebno srečanje z dvema osebama, ki sta zelo zaznamovala moje poletje. Namreč že več let iščem različne skupnosti, duhovne. Že od leta 2015 sem se nekako duhovno prebudil in iskal skoraj vsepovsod neko skupnost, kjer bi lahko čutil družino, kjer bi lahko čutil, da je vsebina taka tudi terapevtska, da ni samo neka kateheza, samo neko učenje in se zanemari duhovno dušo. Namreč moja strast je osebna in duhovna rast in rad se družim z ljudmi, ki se zavedajo, kako pomembno je delo na sebi, zelo tako namensko, ne samo, da se čaka, da bo enkrat že boljše. Tako da v tej priliki bi se najprej zahvalil tem dvem osebam, ki sta mi spremenila marsikakšen pogled na duhovnost. Tako da najprej iskrena hvala vam, dr. Miran Klevišar, ki je duhovni asistent skupnosti Mir Slovenija, in hvala tudi vam za vse pogovore, dr. Terezija Prebil, HG asistentka in predsednica skupnosti Mir Slovenija. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav vsem, ki nas poslušajo, gledajo. Ja, namen tega srečanja danes je bil posnet, da tudi tisti drugi ali mladi in starejši, študenti, poslovneži, vsi, ki mogoče iščejo neko skupnost in bi radi šli globlje, ne vejo pa kje, ne vejo kako, da malo spoznajo tudi, kaj sploh je skupnost Mir, zakaj sploh gre pri hagioterapiji in pri vsej tej tudi evangelizaciji, ker mnogo ljudi misli, da samo krščanstvo sveta maša, za vse drugo so pa ne vem, pogovori v baru ali razne knjige, tudi, ki lahko tudi večkrat škodijo, recimo kakšne samopomoči. In zato se mi zdi koristno, da čim več ljudi izve tudi, kaj je hagioterapija in kaj je skupnost Mir. Pa dajmo začeti, če lahko z vami, gospod dr. Miran Klevišar, kaj sploh je skupnost Mir, kaj je poslanstvo, vizija, za koga je to? Skupnost Mir je dejansko združenje katoliških vernikov, ki hodi duhovno pot profesorja Tomislava Ivančiča, ki je sam utemeljitelj te skupnosti, hkrati pa tudi utemeljitelj karizme skupnosti. To sta dve karizmi, nova evangelizacija po metodi Tomislava Ivančiča in tudi hagioterapija ravno tako po metodi Tomislava Ivančiča. Čudovito. Bomo, se pravi, če prav razumem, vi ste bolj se posvetili tem vprašanjem, kar se tiče za evangelizacijo, gospa Terezija Prebil pa kar se tiče hagioterapije, tako da bomo danes lahko malo mešano oziroma kakor nas bo odgovarjali eno in drugo. Lahko se pa tudi dopolnjujeva, bi rekel, drugega na teh področjih. Dobro, jaz bi potem še, če lahko na kratko tudi vi poveste, gospa Terezija, kaj pa je hagioterapija? Hagioterapija je novost na terapevtskem področju in se poslužuje znanstvene discipline filozofske antropologije in tudi teološke antropologije. Prihaja v ta čas, v katerem so stiske ljudi specifične, številne, ovirajo ljudi v njihovih poklicanostih in jim veliko jemlje voljo do življenja. In teh ljudi, ki iščejo tovrstno pomoč, da se znova dvignejo, je veliko. Nekateri se potem obračajo na nas, na skupnost Mir, da jim nekako pomagamo, da znova vstanejo in odidejo v življenje z novimi močmi, z zaupanjem v to, da je njihova pot smiselna, prava, da bodo dosegli cilj, ki ga so si zastavili in ga želijo živeti. Tako nekako, da je ljudi, ki nas iščejo, veliko in delo z njimi je zahtevno, pa kako vam naj rečem, vsak, ki pride in odide, je dar za nas, zame, za tistega, ki z njimi dela,
ker je to služenje v dajanju Božja milost. In tako nekako s temi koraki, s tem odnosom do ljudi živimo, se trudimo, stopamo naprej in zaupamo, da bomo rastli in dajali vedno več, ob tem, da odpiramo vrata prostoru slovenskih zainteresirancev za tovrstno delo in da so pripravljeni se nam pridružiti v tem koraku. Torej, skupnost Mir, hagioterapija, ki prinaša ljudem duhovno zdravje. To je tisto glavno, in če si zdrav, lahko ustvarjaš, delaš, živiš si življenja vesel, a ne. Če tega ni, je živeti težko. V tem smislu morda bi tako na kratko povedala to, kdo smo, kaj delamo, ne bi šla v neke analize in strokovne razpredanje, a ne. Hvala, ja. Zelo lepo ste opisali, tudi všeč mi, da ste zelo hitro začeli tudi omenjati stiske ljudi. Namreč opažamo, ne, tudi pri mladih, pa niti ne zaradi covida, na splošno, pač kadar se distanciramo od svoje duše zaradi ali dela, ali telefonov, interneta, pretiranega storilnosti in tako naprej, pride do enostavno do tega, da čuti se ena frustracija, ker vemo, kaj si želimo, ne vemo pa to, kako doseči. In zato me tudi zanima, kako vi gledate v bistvu na človeka, ker ko sem prvič prišel tudi k vam, sem tako začutil, da vi me res razumete. Ne gre samo, tlele bomo delili neko znanje, kaj je treba delati, a ne? Ker eno je vedeti, kaj je treba delati, druga pa je delati tisto, kar vemo. In bi vprašal, no, kako gledate na človeka, kako vi vidite, recimo, ne, vsaka različne terapije imajo različen pogled. Pri vas pa se čuti, da je nekaj drugače, ne morem pa točno s prstom pokazati, kaj, razen lahko povem pa, kako se pri vas počutim, nek globok pogled, močna navzočnost, globoko razumevanje in kaj se dogaja zares tako v teh srečanjih. Je zelo lepo vaš opis, za katerega upam, da ga doživljajo vsi tisti, ki so šli čez naš prag, a ne. Torej, tu gre za duhovno terapijo, a ne. Mi vemo, da je človek telesno, psihično in duhovno bitje. In tu je ta duhovni element tisti, ki nekako odpira vrata v globine, a ne. To je to, kar ste vi tako lepo opisali, to je tisto, kar je skrito svetu, temu svetu za temi očmi, našimi telesnimi, kar psiha ne zmore registrirati, ampak je to duhovni svet, to je naša duhovna duša, ki prepaja, ki je navzoča v psihi in telesu. Torej, gre za duhovno dimenzijo človeka, v kateri se dogaja in seva navzven preko telesa in psihe mnogo kaj, kar pove o človeku, kar človek v sebi nosi, v svoji duši, in to je tisto, kar pravzaprav, kjer se mi nahajamo, a ne, kjer se srečamo z človekom, z njegovo osebo v njegovi duhovni strukturi. Kako bi pa lahko povezali recimo razne blokade, ki jih ima posameznik, in v povezavi potem z nekimi rešitvami, ki se dogajajo na teh srečanjih? Ja, vi to imenujete blokade, ne? Ja. To se pravi, to je to, v tem smislu vi mislite imenovati to, da človek ne more naprej, a ne? Verjetno. Neka ovira, ali je rana, ali je... Ja, da ne veš, kam, a ne? Ostaneš nekje. Človek je pa odprt za življenje, življenje je pa tok, je pa živo, zato je tudi življenje, a ne? In tu se potem človek ustavi
in ne more dalje, in to je tisto, kar ga pripelje, da išče pomoč. Torej, zakaj? To gre za bolne duhovne strukture v nas, ne. Torej, če mi recimo se ne najdemo v nekih naših vizijah, a ne, da ne moremo naprej, je velikokrat razlog v ranjenosti naše duhovne duše na različnih področjih, ne. Mi vemo, da je duhovna duša, narekovaju temu rečemo, da ima duhovne organe, a ne, torej prva osnovna struktura je oseba. In ta oseba se potem navzven izraža kot preko telesa in psihe, tudi preko duha. In v tem izražanju so potem ovire. Zakaj? Zato, ker je neki duhovni organ bolan. In če si bolan, ne moreš funkcionirati, si v statiki. To vi imenujete blokado, ne. In preprosto ne moreš doseči cilja, ne moreš ustvariti tisto, kar bi sicer rad, ampak ne moreš, ker si bolan, ker je ta organ nesposoben, ker je bolan, dajati sadov. To je torej, so to te blokade, ne. In pri hagioterapiji nekako se najdemo in poiščemo tiste pomembne organe oziroma odvisno od tega, s kakšno problematiko človek pride, a ne. Ranjeni smo vsi, več ali manj, neprestano nam svet te rane tudi zraven dodaja, in če mi znamo na prav način pristreči, a ne, te udarce, ki prihajajo in nas blokirajo torej na poti, a ne, potem jih preprosto premagamo, a ne. Ja. Lahko gremo dalje. To nam hagioterapija pomaga. Zato Če sme- hagioterapija nima ene tablete, da bi rekla, lej, tole boš zaužil, ne, Pa pa bom bo jaz. vse v redu. Ja. Če smem morda samo omeniti, ne, recimo vir teh blokad so lahko tudi zlo, greh, odvisnosti, žalitve, skratka, vse tisto, kar negativno zaznamuje človeka in ga notranje veže, a ne. Da ni svoboden, srečen, da se ne more dvigniti, a ne, v življenju. Če ste že to omenili, tudi odvisnosti, lahko tudi nekdo, ki je odvisen, recimo, ne vem, od kakšne navade, lahko je to televizija, cigaret, karkoli, hrana in beži, ko ima slab občutek, a ne, ko se počuti osamljen ali žalosten, se zateče v te slabe navade. A je možno preko hagioterapije tudi, da neki tak posameznik najde neko zdravitev ali zamenja z molitvijo ali Odvisnosti so zelo zasvojenosti v bistvu, ja. Ja. Ja, zasvojenosti, odvisnosti, prisotne pri ljudeh, ki z njimi kot problemom prihajajo, ne. In se zelo dobro rešujejo. Samo v hagioterapiji mora biti sodelovanje. Mora biti, interes, a ne, Ja. odpirati se vsebinam z duhovnih zdravil, ki jih hagioasistent uporablja, a ne. Ti moraš biti v sodelovanju, tu ni pasiva. Ker ti odhajaš v življenje je aktiva, in tako se potem iz hagioterapije gre dalje, a ne. In živi to, kar ti hagioterapevtski, pač hagioasistent v hagioterapiji pokaže, svetuje. Tu not so mnogi pristopi, recimo, to je tako modrost, ki hagioasistentu pomaga, da človeka odpre za modrost, a ne. Veste, to so potem transcendentali, torej ta božji svet, za ki je dober. Ne, gospod Miran, gospod Kelvišar je prej navedel tisto, kaj blokira, kar
preprečuje, da bi mi živeli polno življenje, ne. Tu je pa potem ta svet transcendentalov, unum bonum verum pulchrum, dobro, lepo, eno resnično. eno resnično, ne. In to je potem tisto, ko Hagijev asistent odpre ta področja človeku, da jih zazna, da se mu duhovne oči, mi imamo eden od organov duhovnih so duhovne oči, so duhovna ušesa. Ljudje ne znajo videti lepote. Ja, gledajo pa Ljudje ne vidijo. znajo slišati terapevtske, pa ne terapevtske, to bogastvo zvokov, ne. Prava glasba, a ne. Vemo, kaj nam pomeni, ko se najdemo v potrebi po poslušanju vrednega. Umetnost je to, a ne. Vidite, to je to. To so transcendentali. Potem človeka prebuditi v to, prebuditi z duhovno odprtostjo. Hagijev asistent mora biti duhovno živ, da zmore, ker duh se prenese, a ne. Wow. In recimo ta prenos gotovosti, da si vreden, da imaš sposobnost, da boš dosegel, ti si zdaj mrtev, ampak ne, ti v resnici nisi mrtev, ti boš živ. To je tako kot žir, ki pade v zemljo, zraste v hrast. Vidite, to so stvari, ki jih Hagijev asistent posreduje z svojo osebo, preko svoje osebe. Hagijev pacientu v besedi, mislih, navzočnosti. V resnici je duh tisti, ki vse to oživlja in daje v terapevtski ponudbo oziroma pacient pa mora sodelovati, a ne. To sodelovanje ni kot mora, to pride, če je prava atmosfera, prava relacija, ne. Odprtost pacienta, pripravljenost asistenta in sadovi so tu. Odprtost, ja. Ja. Da bo potem ne bo samo, da poslušamo, pa ne slišamo, gledamo, pa ne vidimo, ne. Lahko je samo mimo, a ne, lahko se zgodi tisti trenutek, ampak če oseba nima vere, če je prišla samo pasivno, kakor ste rekli, lahko je slišal najboljše stvari, ampak ni bilo odprto, da sprejme in se Kot da jih ni, ja. Ja, in tudi pomembno je po srečanju spremeniti način življenja, vključiti več molitve, ne to priti kot ne malo na dopust, pa pol bo že fajn, a ne. Absolutno, Ja. absolutno, a ne, ja. Tvoj duh, tvoja duhovna duša je tu neprestano. Ona želi živeti, a ne, in ti si tisti, ki ji boš dal možnosti. Ne, to je tvoje osebno delež, a ne, ja. Ja. Zdaj pa še nekaj na temo evangelizacije, bom malo obrnil še besedo k vam, gospod Miran, na začetek. Samo še malo povem, da recimo, da sem toliko enih skrivnosti, tukaj slišim, tu znotraj krščanstva in hagioterapija v skupnosti Mir ima eno tako zanimivo kombinacijo, ker se najdem tudi jaz, pa bi se marsikateri po moje poslovnež, nekomu, ki je ful pomembno, da izkorišča potenciale, postane najboljša verzija sebe in ponavadi taki ljudje iščemo neke skrivnosti, mogoče v nekih alternativnih knjigah, ki verjamemo, da je nekaj več kot samo, čeprav je sveta maša veličastna in velika stvar, ampak če človek ne razume, po Birmi odpade, iščem naprej, jaz rabim nekaj resničnega, nekaj globokega, nekaj res duhovnega, ne samo religioznega. In potem rečejo ljudje, rajši sem duhoven kot religiozen, kot češ, da zdaj znotraj krščanstva pa ni nič duhovnega, ne. In sam se tudi lahko najdem v tem, da v času stiske, recimo po srednji šoli, mi je mama rekla, kaj pojdi k maši, pa tudi ne imaš znotraj cerkve, pa sem rekel, kaj me bo pa kdo znotraj cerkve naučil, a ne. Sem si mislil tako, jaz rabim skrivnosti, globine, in sem šel vse posod iskat. In pri hagioterapiji, pa to, kar ste zdaj vi govorili, to je tako globoko in se sprašujem, koliko ljudi po Birmi odpade, koliko ljudi misli, da to samo neka religioznost, čeprav še enkrat, religioznost je zame, so to avtoriteta cerkve, je perfekcija, koliko se enih stvari ima, pa ne vemo, a ne, sem težave, da ne vemo, ali ne pride do nas informacija, ne vem kako, ne vem zakaj, priznam pa, da v zadnjih letih, zdaj, ko sem malo več tudi zamenjal okolje, vidim, da v bistvu tega je ful.
tega je ful. Ljudje so v srednji šoli hodili verouk, na faksu so neke druge stvari imeli, aktivnosti, duhovne vaje. Mislim, da obstajajo duhovne vaje, Nikola. Tako da mogoče bi vas vprašal, gospod Miran, doktor Miran, kako vi gledate na to, kako da mladi ali študenti sploh ne vedo in po Birmi je to zaključeno in na kakšen način bi lahko mogoče to evangelizacijo ali novo evangelizacijo dopolnili, da bi več ljudi izvedlo tudi za to. En teh je tudi danes snemanje, prostem namen. Če se malo navežem še na vsebine, ki jih je govorila gospa Terezija o hagioterapiji, je morda dobro vedeti, kaj pomeni hagioterapija, kaj pomeni evangelizacija. Hagioterapija pomeni preprosto spoznaj človek samega sebe. Medtem ko pa pri evangelizaciji gre spoznaj o kristjan svoje dostojanstvo, ki ti ga je seveda dan po Jezusovem zasluženju. In ravno živimo v svetu, ki ni popoln, oziroma današnji človek ima zelo probleme sam seboj, ker mora najprej očistiti svojo podobo. Torej, današnji človek ima nepravo podobo o človeku in žal tudi nepravo podobo o Bogu. O Bogu, ja. In zato je tako potrebna najprej hagioterapija, da tega ranjenega človeka na nek način ozdravimo oziroma mu pomagamo stopiti na pot življenja, da bo zmogel lahko slišati to veselo novico o odrešenju, ki je glavni predmet nove evangelizacije. Kajti mi živimo v svetu, v katerem se, tako kot ste že sami prej rekli, malo narekovajev razrašča novo poganstvo. In kaj je bistveno v našem krščanstvu? Bistveno je naše srečanje z Bogom. Torej, gre se za tisto duhovno izkustvo našega življenja, živim Bogom, v katerem človek, ki doživi to srečanje z živim Bogom, vidiš, da je to srečanje pomeni pot novega človeka, pomeni to srečanje z Bogom en sam velik praznik, pomeni nov začetek življenja. Skratka, cilj in bistvo nove evangelizacije je torej oznanjati Kristusa in njegovo odrešenje. In kadarkoli Bog stopa v življenje vsakega človeka, ga odrešuje. Ga napravlja bolj svobodnega, bolj humanega. Torej, cilj nove evangelizacije je moralna prenova človeka. Pomeni, z novo evangelizacijo želimo človeka popeljati na pot svobode in sreče, mu odkriti pravi smisel življenja in tudi pot zveličanja. In zato, poglejte, je nova evangelizacija vsebuje sama v sebi kot glavni temelj spreobrnenje. Če ni spreobrnenja v tej novi evangelizaciji, potem ne more katehizacija, ki je nadaljevanje evangelizacije in poglabljanje resnic naše vere, zares uspeti in roditi sadove v življenju. In bistveni problem današnjega človeka je žal, da se je žal prepustil samo nekim formam, nekim formulam, ki jih izreka, ne ve pa, kaj sploh govori. Oziroma te forme in formule mu ne pomagajo priti do izkustva, živega izkustva srečanja z Bogom. In zato je tako pomembno v novi evangelizaciji priti do izkustva duha, torej do izkustva molitve, ki me spreminja,
do srečanja z Svetim Duhom in potem tudi pomembno je v novi evangelizaciji tudi prečistiti glavne vprašanja naše eksistence, našega bivanja. Kdo sem, odkot sem, kam bom odšel po smrti in tako dalje. Ne? Skratka, človek mora na nek način v novi evangelizaciji, novo evangelizacijo stopiti in sprejeti to veselo novico o odrešenju, ki nam ga prinaša Kristus. In sveti Irenej Lionski jasno pravi, da je Kristus prinesel vso novost v ta svet. In res je, če človek se v duhovnem izkustvu sreča z Bogom, potem te leta popolnoma prenovi in postaneš nov človek, drugačen človek, ki je osvobojen, ki je na nek način izpolnjen v življenju. In ravno nova evangelizacija nam govori o tem, kako nas Bog neizmerno ljubi, ceni, da je pripravljen bil darovati vso ceno svojega življenja in darovanja za moje, tvoje odrešenje in za odrešenje vsakega človeka oziroma celotnega človeštva. Če lahko en feedback na to, repliko. Zelo dobro povedano to glede podobe. Hkrati bi vprašal, kam nek poslušalec, ki to zdaj posluša in ga to dotakne, kar ste zdaj rekli, ker ima še vedno staro podobo, ali za očeta, ker je alkoholik, ali deloholik, ali ker je hodil v cerkev sam zato, ker so rekli, tišina, nedeljo gremo k maši in pika. Ja, pa zakaj moram imaš tišina? Če nekdo tako vzgaja 20 let, zelo težko razume, Bog me ljubi, odpušča, poln je milosti, ker hkrati je Bog je ljubezen, ampak je tudi pravičen, ne? In zdaj ta kombinacija, eni zlorabljajo tudi to, Bog je ljubezen, se lahko rešimo, se Bog je ljubezen, delamo, kar hočemo, drugi pa gredo druga skrajnost, sem pravičnost in to, in hodijo okoli z vsemi pravili. Tako da vse te podobe potem lahko škodijo, ampak recimo, če kdo vse posluša in reče, ok, jaz želim spreobrniti, želim spoznati pravo podobo Boga. Katero knjigo bi priporočali, kakšno srečanje bi priporočali, ali kaj tudi vi ponujate za take ljudi, ki se res želijo pozdraviti in iti na pot svetosti, da bo lahko res doživeli pravi odnos z Bogom. Ja, lejte, gotovo so to, bi rekel, vsebine, ki so vsebine tudi hagioterapije, ki so, bi rekel, pomembne in potrebne, da človek, ki je duhovno bolan ali prizadet na teh področjih, se prepusti vodenju hagioasistenta, ki mu pomaga, da postane duhovno zdrav, da zmore potem normalno vstopati in sprejemati vsebine evangelizacije. Gotovo pa tukaj bi rad poudaril, glede na to, ko sprašujete glede naše ponudbe, mi imamo različne seminarje, ki jih pač organiziramo, bodisi v smeri hagioterapije ali nove evangelizacije, potem tudi izvajamo hagioterapijo v skupini ali skupinskem seminarju ali potem individualno. Skratka, tudi imamo veliko literature na tem področju. Zelo priporočam, glede na vprašanje, ki ste ga postavili, temeljna knjiga profesorja Ivančiča z tega področja je Srečanje z živim Bogom. Ravno v tej knjigi je tudi v 3. delu katehomenata so tudi prvi obrisi in začetki hagioterapije. Ta knjiga Srečanje z živim Bogom je na nek način nastala po vzoru
antičnega prvokrščanskega katehumenata in človeka res lepo vodi v globine vere in hkrati mu kaže pot v novo spreobrnjeno življenje. In ali ni spreobrnenje tudi milost ozdravljenja in bi rekel osvoboditve. Mi velikokrat iščemo posebne molitve za osvobajanje, posebne molitve za ozdravljenje, ampak vse to že spreobrnenje vključuje, če smo bi rekel na tej pravi poti iskanja Boga. In gotovo je ta knjiga zelo vredna, priporočamo pa gotovo tudi druge še zelo vredne knjige. Imamo od Lele Crnek Hagioterapevtsko lekarno, potem priporočamo tudi knjigo Odkritje duhovne terapije, v katerem profesor Ivančič podaja temeljne informacije o hagioterapiji, potem Zdraviti duhovne moralne rane, Molitev, ki zdravi, tudi Duhovno življenje v skupnosti, Mir. Vse to so knjige z hagioterapevtskimi recimo vsebinami, ki človeku pomagajo na poti do tega duhovnega zdravja. Gotovo pa so vsebine, ki ste jih izpostavili, pomembne in vredne, da človek tudi stopi k hagiosistentu in je deležen te duhovne pomoči. Drugače pa je pred nami tudi so naša srečanja z hagioterapevtsko in evangelizacijskimi vsebinami. Z 1. oktobrom začnemo z evangelizacijsko hagioterapevtskim srečanjem z naslovom Spoznaj pot do Boga. To srečanje je torej v nedeljo popoldne ob 17. v pastoralnih prostorih Župnije Ljubljana Stožice. Vsekakor pa bo ta srečanje bodo prvo nedeljo v mesecu, potem pa bomo imeli tudi tretjo nedeljo v mesecu, vsako tretjo nedeljo v mesecu pa tudi hagioterapevtske molitve za zdravje pred Najsvetejšim, tudi ob 17. uri, in lepo vabimo ljudi k tem našim srečanjem in veseli bomo vsakega, ne? Še bolj pa, če bodo deležni božjih dotikov in spodbud za svoje življenje. Se pravi, vsako prvo in tretjo nedeljo ob 17. v Ljubljani, Župnija Stožice. Tako je. Ok, z oktobra že začnemo. In to bo do meseca junija, kako je to? Tako, ja. Nekje mesec maj, junij zaključujemo, ja. Dobro. Četrtki pa bojo tudi, ali to še ne? V novembru se začnejo, oktober ne. Aha, torej 2. in 4. četrtek pa bomo preko Zooma tudi imeli srečanja z evangelizacijsko hagioterapevtskimi vsebinami. Kater čas bo to, bomo pa še naknadno sporočili preko naših omrežij in spletne strani. Jaz sem bil do zdaj samo na enem seminarju, duhovne vaje, mi je bilo zelo všeč, ker je tako po eni strani je zelo se drži močnih temeljev, ne, in se počutiš varen, da neka dobra presoja, kaj je še sprejemljivo in kaj ne. Ampak to je taka mešanica zelo ozke prave poti, ker je zato Jezus, ki je pot, resnica in življenje, in hkrati z neko globino in širino znotraj teh varnih stebrov. Tako zanimivo je bilo in recimo čisti primer, ki sem ga potem tudi dal, ko sem dal eno vprašanje na temo ozdravljenja in zdravja, ker je, ko bi rekel, ogromno drugih ver sicer zanemarja tudi, bom rekel, dar trpljenja, čeprav ne, težko razumeš, da je dar, ne. Sam happy, veseli in se bežijo te bolečine in trpljenja, kar je tudi past. Po drugi strani pa tudi past,
če je poudarek samo na lažni ponižnosti, ki je pohlevnost, pa žalost, pa greh, pa trpimo in kot večkrat rečejo, ne, da trpljenje ni nikoli cilj, je pa dostikrat žal edina pot, ki nas pripelje do cilja, ne, ker se rabiš soočiti z določenimi stvarmi, sprejeti in ne samo bežati od tega. In vseeno recimo, če bi lahko dali tudi recimo odgovor na to, kakšna je perspektiva skupnosti Mir oziroma hagioterapije na področju nekoga, ki se sooča z neko boleznijo, ali je to depresija, ali je to anksioznost, ne. Kako pravim, neki drugi učitelji bi rekli, sam razmišljaj pozitivno, moč misli, vse se da in bi on vsako zjutro delal hvaležnost, ki je sicer dobra, mislil pozitivno, ki je sicer dobro, ampak ni rečeno, da zdaj koliko časa bo potem, ali bo to ozdravel ali ne, eni pravijo, da ja, eni ne. In po drugi strani tudi krščanstvo, tudi če bi potem nekdo zanemaril hvaležnost in pozitivne misli in samo bil v žalosti, tudi vprašanje, kaj bi, ne. Se pravi, kako bi bila vaš nek pogled pravilen, da še vedno se razmišlja pozitivno, se uporablja te, bom rekel, v navednicah tehnike, kar se malo smešno slišijo, ampak na pravi način, kako vi gledate na to? Ker namreč Bog želi, da smo zdravi in dobro, verjamem. Sicer kakšenkrat reče, naj tvoja volja se zgodi, lahko pa si želi, da ne še, da traja kakšna depresija lahko ful dlje. Ali kako vi gledate na to, no? Ker so toliko različnih mnenj. Na poti življenja, ki je trpljenje, odvisno od tega, kakšen odnos do tega trpljenja imaš, a ne. Recimo mene tako zelo vedno nekako kar oči zaprem in ne poslušam rada, so ljudje prav s tem nabiti, misli pozitivno, delaj pozitivno, delaj dobro, ne. Ampak to ni tisto, kar človek resnično potrebuje in kar v njemu resnično je tisto, kar mu je Bog v njegovi duhovni duši podaril, da ima, s čimer lahko hodi dalje. Mi pravimo, torej pozitiva sama kot taka je včasih lahko prav smešna in jo ne moreš razumeti. Tako kot pravite, zakaj bi jaz neko trpljenje spremenil v pozitivo, če jaz ne vem, od kod, zakaj, ne. Korenina, ja. Ja, ne, mi imamo to dobro prispodobo, kaj je torej, na kakšen način hagioterapija deluje v eni od načinov delovanja. Torej, to je kot sir, emmentaler, ima velike luknje, a ne. In te luknje to so praznine, to je noter tisto, kar ni nič, kar nas boli, kar nas nikamor ne pelje, a ne, ker je nič, ne. In tu noter, mi pa smo duhovna duša, ki imamo vse te vsebine v sebi. In hagioterapija ti pomaga, da te vsebine oživiš in s tem zapolniš te manjke. To je zapolnjevanje teh manjkov in s tem postajaš ti vedno bolj človek, z veliko besedo. In če bi imeli vse zapolnjeno, bi bili kot Bog, pa nismo, a ne, mi smo končni. Ampak to je tisto, kar nam prinaša, Bog je neskončen, mi smo torej omejeni, mejni, imamo meje in s tem mi živimo življenje človeka, ki je Božja podoba. Torej, v to smer gre ta korak, ta naš interes, torej, da dosežemo cilje, ki jih sami s svojimi močmi, človeškimi, psihofizičnimi, ne moremo. In ko začnemo živeti hagioasistentsko, hagioterapevtsko, živimo to. To je naš delež. Hagioasistent nam samo je pokazal, dal vzorec, nas popeljal prvi korak naprej, pa živimo mi. Tako kot se živi po nekakih načelih zdravega duhovnega življenja. To je to, ne?
Jaz se In tako ravno hagioterapija nam govori, kako je pomembno, da le-ta postane stil življenja. In zelo napačno je, da se tudi kristjani na duhovno-verskem področju obnašamo kot potrošniki, a ne. Pač pridem zaradi neke usluge, ki jo nucam, to bom delal, koliko cajta moram delati, a ne, da bom tega fraj. In potlej, ko je recimo res zadeva okej, rešen sem in izginem in me ni več nikjer, a ne. Hagioterapija nam jasno govori to, kar je povedala gospa Terezija, ne, da hagioterapija nam ravno spričuje, kako je potrebno konstantno, zvesto in stalno živeti ta odnos z Bogom. Točno to sem prav začutil. In kakšna čudovita stvar mora biti za nekoga, ki trpi v nekih stiskah in spozna ta odnos, živi odnos z Bogom. Mislim, ni lepšega na svetu, a ne, pač jaz tudi imam za sabo dobro kariero, a ne, vodja prodaje enega največjih podjetij v Sloveniji in sem imel občutek, da imam vse, ampak nisem imel sebe, a ne. In takrat, ko to spoznaš, tega živega Boga, meni se v 2015 začelo dogajati, je tako lepa stvar in ko to doživiš, jaz čutim, da želiš vsakmu, da to doživi. In zato verjetno tudi vi evangelizirate, zato verjetno še pri teh letih vztrajate, ker hočete naprej prenesti to, ker veste, kako prej na nek način živimo v namišljeni sreči, ampak v bistvu v suženjstvu greha, suženjstvu zasvojenosti, suženjstvu strahu, suženjstvu užitka. Ja, tudi užitek je lahko suženjstvo, ne. In pol, ko se ti to razodene, se spreobrneš, duhovno prebudiš, iščeš Boga, a ne, in kdor išče, najde, piše v Svetem pismu, in ko ga najdeš, ti si novi človek. Se piše, staro obleko smo spustili, oblekli novo obleko, novo rojstvo, v duhu novo se rodiš. In takrat, če res pride do ozdravljenja in svetosti, verjamem, da z vso karizmo, ki se prej z ljubeznijo, vabiš v objem vse ljudi, da pridejo. Tako da, hvala, da tudi vi zdaj vabite skupaj, da vabimo ljudi na srečanja, ki bojo. Jaz se želim, da zaživi. Sam priznam sicer, da poznam eno srečanje šele, ampak me je ta globina zelo presenetila in privoščim res čim večjim ljudem, da se tudi v tem času stiske in norosti, ki se dogajajo v svetu, da ne ve niti ne kdo smo, ne kam gremo, ne kateri spol smo, nič več ne vemo, ne identiteta čisto izgubljena, kako bomo pol šele razumeli, da smo Božji otroci, če še osnov ne vemo, ne. Tako da mogoče bi lahko še za konec kakšno zgodbo, pričevanje, mogoče tudi ali vaše osebno, recimo gospa Terezija, ali pa kakšne osebe, ki je to, kar sem zdaj opisal, imela neko stisko, močno ali v odnosih, ali z zdravjem, ali sama s sabo, in kaj je v bistvu bil proces, ne vem, ozdravljenja in te poti večletne. Mogoče bi izpostavila eno zgodbo, veste, teh zgodb je še in še. Praktično vsako pride, jo odnese. Ja, bom samo eno povedala, ker seže v zakonsko življenje dveh v vsebino odvisnosti. Zakonca sta živela vsak svoje življenje, mož v alkoholu, žena brez vere. Gotovo sreče ni, smisla takega življenja ni. In ta gospa je prišla tukaj turno 13, a ne, se je tudi takrat že hodilo, je prišla z možem, a ne. Hagioterapija 2-krat, 3-krat, ona je prvič in drugič zunaj bila na dvorišču, tako kar precej umaknjena, jo ni zanimalo, kaj se dogaja, v kapeli smo to imeli. In je pač potem pričakala moža, ki je prišel, in sta odšla iz Primorske. Ampak to je bilo na začetku, potem 3., 4. srečanje je pa gospo že začelo zanimati, kaj se z možem dogaja, kaj je tisto, kar je on zdaj drugačen postaja,
ne išče več tistega, kar je neobhodno potreboval, in ta proces ozdravljenja se je končal v popolni odpovedi alkohola. Gospa je stopila na pot vere. Jaz pravim, tu so milostni tokovi. In hagioterapija je milostni dar za ljudi, a ne. In vidite, to je en od primerov, eden v teh zakonskih skupnostih, tu je mnogo stisk in nerešenih vsebin, ki jih hagioterapija zmore resnično odpirati v prav prostor duha in odpirati zdravju. Morda tole, no, ja, ker tak ni, ure je že kar veliko. Govoriti pa primerov je pa, se pravim, vsak odide. Primer o reševanju zakona od zdravnice. Tisti je tudi zanimivo. Ja, tu je pa šlo za bipolarno motnjo, tudi zakon, a ne, ki je moža mučila in delala razdor v družini, zakonu, a ne, to je bil zakon na sesutju, a ne. Sta prihajala dvakrat, trikrat, neverjetno, in ozdravela. Zakon se je končal, ozdravel, odnosi uredili, a ne, in zaključila z duhovnimi vajami. Ne, zanimivo, kako je to dobro, potem še dodati tisto, da potem znaš sam, da veš, kje boš odpiral. Da bojo dotoki, da bo življenje polno, zdravo. Kakršno človeku gre, psihofizično, duhovno dimenzijo živeti, to je poklican človek. Čudovito. Zdaj za konec, če bi vsak lahko dal še eno stavek ali dva kot povabilo na dogodke, kakor smo rekli prej, vsako prvo in tretjo nedeljo bomo zdaj imeli od oktobra dalje, ob 5. v Stični, v Stožicah. Jaz bom tudi prišel vsakeč, kakor lahko. Sem bil v Stični prej. Ja, Stožice. Tako da jaz tudi bom povabil vsakega, ki ga je nagovoril ta posnetek. Če vas ta videoposnetek ni čisto nič premaknil, če niste čisto nič čutili, ste bili ves čas tako, čestitam, da ste zdržali do konca, ampak mogoče to ni za vas. Če pa ste začutili notri vsaj malo, vsaj en stavek, da to bi bilo pa zame, pol se pa ne prepričevati, da to ni, da ne rabiš, pa se bom že, ker mogoče vas Sveti Duh vabi, da spoznate tudi te skrivnosti, bom jaz temu rekel, zato ker ne ve vsak človek o temu, ampak je pa nujno za ozdravljenje in svetost in lepše življenje in da se predvsem bliže Bogu. Tako da, če lahko še oba dva, gospod Miran pa gospa Terezija, povabite na kratko še vse, koga in zakaj. Torej, vabimo mlade, potem odrasle, zakonce, tudi starejše, in tiste, ki so v zrelih letih, tudi samske. Skratka, za vsakega od teh bomo veseli njihove prisotnosti in navzočnosti, torej, kot smo dejali, v nedeljo 1. oktobra ob 17. uri v pastoralnih prostorih župnije Ljubljana Stožice. Srečanje z naslovom Spoznaj pot do Boga. In potem še tretja nedelja v mesecu, ko vas vabimo na hagioterapevtske molitve za zdravje pred Najsvetejšim. Pridite, vsekakor vas vabimo, da tudi vi postanete deležni Božje dobrote in Božjih dotikov. Hvala. Glede četrtkov bi mogoče dodala, da se je pač potrebno prijaviti, da potem na Zoomu lahko sodelujete oziroma ste prisotni na to se pravi, to bodo hagioterapevtska srečanja,
In tu se že posredujejo terapije, a ne. Tako da te četrtke po Zoomu, a ne, mi smo svoj čas imeli sobote, smo leta dolgo prakticirali 2 sobote, zdaj bomo pač to prelili v četrtke, tudi malo drugo obliko in način, z ozirom na to, da bo na Zoom, drugo tudi vsebinsko bomo malo obogatili, tako da zelo vabljeni, a ne. Tako da se kar na mail prijavite na četrtke, ne, gospod Miran? Ja, lahko, ali pa ko bomo dali obvestilo ven, bo itak možno, da se potem prijavijo na sprejavnico, ne. Aha. V glavnem, to bo dostopno in se bo to izvedlo po volji vsakogar, kdor bo želel, ja. Ok, toliko zaenkrat. Če je želja, da bomo še kdaj tako srečanje, komentirajte spodaj, priporočate, pošljite video posnetek še komu, ki menite, da bi to bilo glih prav za njega, in povabite še ostale. Se vidimo ob nedeljah in vabljeni še naprej na tem kanalu, da več gledate še ostale posnetke. Dobro, Ja. hvala vam, gospa Tereza, hvala gospod Miran. Vse dobro, Božji blagoslov.